Živijo, Uroš tukaj iz Kimitar Running Academy. Prejšnji teden sem na Instagramu objavil prostor, kjer lahko postavite vprašanja glede teh kratkih tekaških nasvetov, ki vam jih serviram vsak teden. In eno izmed pogostih vprašanj je bilo, kako preprečiti tekaške poškodbe. Če to na hitro odgovorim, tako, da jih ne predelate. Se pravi, tekaške poškodbe najbolj značilne so tiste preobremenitvene in te so najbolj pogoste. Veliko manj je nekih mišičnih natrganin ali pa zvinov gležnjev, veliko več pa je nekih preobremenitvenih poškodb, ki se odražajo kot recimo neke bolečine v kolenu, ahilove tetive, stopalo, potem pokostnice so zelo pogoste. Te poškodbe, ki nastajajo skozi čas in pač potem v nekem trenutku povzročajo tako bolečino, da onemogočajo naš tek. Pri poškodbah oziroma pri preprečevanju poškodb se osredotočite najbolj na pravilno sestavljen trening. Se pravi, največ poškodb oziroma preobremenitev na treningu je največji dejavnik oziroma najmočnejši dejavnik, ki vpliva na pojav poškodb. Šele potem prihaja tehnika teka, copati in tako naprej. Se pravi, za tega recimo, ker je na treningu preveč kilometrine, ker je vmes med posameznimi treningi premalo počitka, ker se dela mogoče preveč nekih hitrih vsebin, intenzivnih vsebin in je premalo nekega teka pri nižji obremenitvi. Se pravi, vse neke napake pri treningu se ponavadi potem odražajo v preobremenitvenih poškodbah. Naprej, tehnika teka je do določene mere pomembna, ampak danes ne bom začel s tem. Lahko se samo še pri tekaških copatih ustavim. Ne mogoče preveč razmišljati o tem, kakšna pronacija, supinacija in tako naprej. Pri tekaških copatih predvsem gledajte na to, da copat ustreza namenu. Se pravi, da za recimo tek na stezicah, na gozdu, Tivoliju, na trailih uporabljate copat za trail. Recimo, če greste pa na cesto teč, pa naj bo tam cestni copat. Na eni strani vam trail copat omogoča veliko boljši oprijem, da vam kasneje zdrsne in tako naprej. Tudi recimo, da ustreza namenu pomeni to, da tekač začetnik uporablja bolj blažen copat, da lahko recimo bolj izkušen tekač uporablja manj blažen copat in tako naprej in tako naprej. Se pravi, copat naj ustreza namenu in naj bo predvsem udoben. To vam bo tista najbolj pomembna stvar, ko kupujete nov copat. Predvsem se pa osredotočite na trening in na pravilno izvajanje le tega. Čau!